Jaz se pogovarjam z Alešem Liscem, za njega imam vprašanje. Aleš, kaj misliš, prihaja kakšna gospodarska kriza? Ljudje se o tem malo pogovarjajo, eni pravijo, da bo, eni, da ne bo. Kaj misliš ti? Kot podjetnik in tako naprej pa. Ja, kot mali podjetnik, kot nekdo, ki razmišlja gospodinjsko, v tem smislu, da če pogledamo, koliko denarja smo v zadnjih 2 letih porabili, tudi nekega denarja, ki je kar od nekod prišel, zagotovo mislim, da bodo prišle neke spremembe. Se pravi, v bistvu že te 2 leti so sploh za mnoge male podjetnike so bile velike spremembe. Nekaj časa nismo smeli delati, nekateri si še zdaj niso opomogli. Država je malo pomagala, ampak to ni isto, kot če bi normalno lahko poslovali. Tudi vemo, da takrat, kadar centralne banke tiskajo veliko denarja, prej ali slej pride inflacija. Midva sva dovolj stara, da se spomnimo še jugoslovanske inflacije. Torej, ali se to imenuje kriza ali ne, vprašanje, bodo pa spremembe, kar pomeni, da se bodo pravila poslovanja spremenila in v nekaterih panogah bo lažje zmagati, kot je bilo včasih, drugod bo težje poslovanje. Se pravi, premešale so se karte, no. Ja, kar mešajo se, Zdaj, kar se te inflacije tiče, se spomnim te jugoslovanske inflacije, Ampak verjetno imaš dobre spomine. Midva sva oba kakšna malenkost celo zaslužila. Ja, tako, če si se znajdu, je bilo, Čeprav zdaj ta inflacija, se mi pa prav žalostno zdi, ker ljudem bo prihranke, ne da jim bo, jim je že prihranke pobralo, rečemo. Jaz, če razmišljam, jaz nisem do lanskega leta nisem skoraj nič investiral v nič, sem šparal. In zdaj, če pomislim tamle 1 evro, ki sem ga prišparal leta 2006 ali pa 2007, takrat sem dobil 2 kave za ta evro, danes dobim pa pol kave, koliko sem zgubil denarja, Ampak dobro, jaz se še nekako malo znajdem, ampak eni starejši ljudje, on pa nima čisto kaj, tako da... Če se spomniva Jugoslavije, nekateri so takrat v času inflacije pridobili na ta način, ker so bili obroki za kredite čedalje nižji in so z malenkost denarja odplačali stanovanja. Po drugi strani so bili pa ljudje, ki so imeli prihranke na banki in te prihranki so pač izpareli. Tako da inflacija pomeni, da je treba biti, da hitro reagirati. Torej, če imaš zdaj prihranke, en del prihrankov je fino, da jih imaš, ker nikoli ne veš, da ti kaj prav pride, ampak večinoma je pa fino, da vložiš v nekaj, kar misliš, da bo pridobilo na vrednosti. Zdaj to, kaj je... Oziroma, fino je že, če ti jo ohrani, ker inflacija je uradna, koliko 11%. Bla. Mislim, to je uradna, 25 je siguren. Najmanj, odvisno kaj kupuješ. Za določene zadeve, recimo tisti, ki obnavljate hišo, stanovanje in tako naprej, veste, da so se določene stvari podražile tudi krat 2, celo krat 3 mogoče kakšna stvar. So določene stvari, ki so 20% dražje, 30%, se pravi, odvisno kaj kupuješ, ampak za nekatere inflacije celo precej višja kot tista uradno priznana. Ja, mnogo. Zakaj pa misliš ti, da sploh kriza pride? Mislim, da je najbolj znanih ekonomistov rekel, da glavni razlog za inflacijo je vedno to, da banke natisnejo preveč denarja. Se pravi, zakaj? Moramo pa pogledati vedno, se pravi, nekdo pa odloča o tem, koliko se tega denarja da v obtok, natisne. In v času korone, mislim, da so Američani 40% vsega denarja natisnili več kot prej v zgodovini. Se pravi, da je 40% manj ureden. Ja, na trg so dali denar, ki je pač kar od nekje so si ga zmislili. In seveda se bo to v 2-3 letih pokazalo, da denar je prišel, nekdo zdaj ta denar ima in s tem denarjem lahko kupuje več, kot da bi kupoval sicer. Se pravi, če pa povpraševanje po nečem višje, jasno, da bodo šle cene gor. Zdaj si me pa vprašal tako bolj filozofsko vprašanje, kdo je kriv za to, Je tisti, ki ima vzvode oblasti, ki to lahko naredi. Vsaka sprememba pomeni mešanje kart in po vsaki krizi nekdo je zmagovalec, nek poraženec. V času korone smo videli, da so
največ v dobičku pridobile največje korporacije. Google, Amazon, farmacevtske družbe. Jaz sem Google je glih sreča, ker je v tem branži računalništva, ker se vse to, ne. Tudi rečemo naša firma, moram reči, sreča, mislim, korona nam je prihodke povečala, pa ne da bi se korone želel, ampak to dejstvo je bilo, ne, ljudje, ki niso nikoli razmišljali, da bi imeli spletno stran, so zdaj v to noter čist spali in so šli iz Fičota na Mercedes, bi rekel. Ja, samo moš pogledati zadevo tudi drugačne. Kdo je najbolj nastradal, ne? Mala in srednja podjetja. In ko enkrat politiki odločajo o tem, kdo lahko dela in kdo ne, se politiki v bistvu odločajo za tiste, ki jim lahko več uslug vrnejo. In če tako pogledaš, zakaj ne so bili lahko večji trgovci odprti, manjši pa ne, ali pa frizerka ne. Zakaj tudi v Ameriki so Amazonu dovolili, da nemoteno posluje ves čas, čeprav si v principu lahko enak okužen polover dobil prek Amazona, kot bi ga v trgovini, ne, če sploh v to verjamemo. Ampak večja podjetja, velike korporacije so si izborile pravico do poslovanja, mala frizerka je morala biti pa zaprta ves čas, ne? Oziroma polka je lahko odprla in morala izpolnjevati PCT pogoje in tako naprej. Tako da vsaka kriza pomeni, da je po moje neka skupina, ki ima neko moč, poskuši z nekimi ukrepi premagati neke druge, ki nimajo, in prigrabiti več bogatstva zase. Saj to na male podjetniki niti ne vpliva, ne? Midva lahko o tem razmišljava, pa ne bova nič imela od tega, tudi če ugotoviva, kdo je kriv za vse skupaj. Midva se mora bolj ukvarjati s tem, kaj midva v tem trenutku lahko narediva, da se izogneva tem neumnostim. Ampak ja, zadeva je takšna. Vsaka kriza pomeni, da se denar seli od enih k drugim, ne? In kot vidiš, prihrankov v Sloveniji ne bi imeli ljudje 20 milijard. 25, no, ja, to bo izpuhtelo, ne? To izpuhteva za verjetno 2-3%. Sam je žalostno, da tistemu vzamejo, mislim, tisti, ki so to prgarali, ne? Meni je to žalostno. Žalostno je pa kruta resnica, kot vidiš tukaj, imam jaz 30 kur, ne? In ko piščanski, ko so mejhni, vsi skluvajo do smrti tistega, ki je neboglen. Ja, kruta narava, ne? Torej, ja, en sam in tudi edino ga lahko rešiš, da ga daš stran, ne? Bodo se spravili na tistega, ki je v težavah, ki mu recimo malo slabo hod, ki ima eno krilce polomljeno ali karkoli, ne da bi ga pustili primer, ne, do konca ga skluvajo, ne? In mogoče je cela situacija takšna, da smo tudi ljudje tako narejeni, da nekdo, ki je, kakor praviš, neboglen, se ne zaveda, da bomo pobrali prihranke, ne? Evo, tazga še toliko boljše udarijo vse skupaj. No, če greva še malo filozofsko v to, ne? Misliš, da mogoče kriza tudi za to rata, da zadeve malo resetira, ker lej, če malo razmišljaš, jaz mislim, da tudi problemi ratajo, ki predobro rata. In je mogoče na tem svet mečkem predobro ratalo. Lej, vsak, ki je star 18 let, si avto kup, jaz sem ga mu srečal, sem ga po fotru dobil, golfa, enko. Vidiš, to zdaj na morje zapeljati se čez vikend, noben problem. Mislim, res, zdaj Duka pravi, da je zdaj slabo, ta ne ve, kaj je slabo, ker se veš, mi, ki smo bili, ni bilo, tam po 80. letu ni bilo trgovin, banan, čokolade, kave. Smo šli pa v Avstrijo, po Italijo. No, smo šli v Avstrijo, ampak eni smo lahko šli, eni nisem mogli, ne. Tako da, misliš, da mogoče ni to malo. Pa le, zdaj sem bil en dan, en lokal me ena stranka povabi na kavico, pride kelnarca 75 let stara. Noč nimam proti 75 let. Prav ženski bi rekel, gospa, vsaka vam čas, vi ste že v penziji, pa še delate, ker verjeten, če ona ne bi delala, ne bi mogel nobeden tiste kavice postrešti. Starši moji so šli na morje, so imeli plačan polpenzion, ker so prišli so jim denar za polpenzion vrnili, ker so rekli, da nimajo ljudi za delati in imajo restauracijo, ampak imajo zaprto, ker ni ljudi dela. In tudi ne vem, jaz mislim, da zdaj študentskega dela je veliko manj. Pa vsi nudijo, jaz bi vzel kakšnega študenta. Pa ni tako, da preveč dober je in je treba en reset, po mojem, če mene vprašaš, ne vem.
Ja, to je zdaj filozofsko, to ni zdaj. Ja, lahko rečemo, verjetno, da je zadeva takšna kot vreme. Ne? Enkrat imaš oblačno, enkrat nevihta, pol pride sonce. Skozi so neki cikli, ne? Tako lahko rečemo. Pravilno opažanje, recimo, jaz imam 2 sinova, teenagerja, trenutno je študentskega dela na voljo, kolikor hočeš. Ja. Roben je, mislim, da 6 prošenj oddal, 3 so mu tako rekli, pridi delati naslednji dan, ne? In to lepe, 8 evrov na uro potakne. Se pravi, če hočeš delati, je fajn, ne? Ko sem bil študent, smo v vrsti čakali prek študentskem servisu, 50-60 komadov, če si dobo kaj, ne? Pa so takoj je vse dolje šlo. Se pravi, ja, neke vrste reset je, kdaj ljudje lahko sploh pripraviš do tega, da nekaj spremenimo. Takrat, kadar kdaj bova midva ostala iz teh stolov, takoj bi ostala, če bi nam kdo stalni žebljiček porinil skozi. Se pravi, ljudje smo res pripravljeni v spremembe takrat, ko moramo. In mogoče kdo dela na tem, da nam malo zagreni vse skupaj, zato da se bomo v pravo smer spremenili. Kaj pa to je prava stvar, smer, pa če je res to prava, pa ne vem. Ne? No, tudi nočem sicer biti na teh svojih podcastih nič političen, ampak tudi, ko sanjajo zdaj o nekem 32-urnem delovniku. Kako če še zdaj za 40-urni delovnik ne dobi, mislim, ne more ni kelnarjev, mislim, ni gradbenih delavcev, poli bomo še več rabili. Nemogoče. Lej, osnova vsega skupaj je, da je preveč politikov, preveč ljudi v javni upravi. No, to sploh. Vsaka vlada zaposli, pri nas in v tujini, samo še nove ljudi, se pravi, ta državni aparat še čedalje veča. Podjetniki, ki pa plačujejo davko, pa ostajamo. Ne? Se pravi, jaz tudi mislim, da v politiki bi morali delovati v smeri, kaj lahko dobrega za ljudstvo naredimo. Ampak pogosto zgleda, kot da delajo samo zase, eni in drugi. No, to dela tudi vprašanje. Vem, ampak veš, dober politik bi se moral vsako jutro vprašati, kaj lahko jaz dobrega danes naredim za naše državljane. Točno tako. No, in kjer se to vpraša, verjetno nobeden. Vsak se vpraša, kaj lahko dobrega naredim za svojo klapo, ki je na isti politični opciji, kot jaz. Se pravi, zaradi tega ne moramo kaj zelo veliko pričakovati od politike, da nam bo pomagala pri rešitvi, ampak se mora vsak pobrigati zase. In sploh za podjetnike velja, bolje delamo, bolj uspešno poslujemo, tudi smo bolj koristni za družbo. Najbolj nekoristen za družbo je podjetnik, ki ima izgubo, pa bo propadel. Ker na koncu bo šel na socialno in bo šel v breme. Vem, država bi pa morala zagotoviti pogoje, da bi mi to lahko. In tle je zmeri ta borba. In da je preveč te administracije in birokracije in vsega, Tudi ti si na svojih seminarjih dostikrat o subvencijah govoril. Rečemo, za digitalni marketing je ful subvencij, kar meni sicer kot podjetniku odgovarja, ker sem v tej branži, Ampak mi moramo imeti človeka zaposlenega za subvencije. Država mora imeti koliko ljudi zaposlenih za subvencije. In te ljudje bi lahko kelnarili, delali mostove, ceste, bili zdravniki. To je tisti koristen del na koncu, ki ga nekdo naredi. Ker mislim, se tudi dela papirje predlaga, sem tistih papirjev ni nič, tako da ta denar, ki je na voljo za subvencije, mogoče bi bilo treba nekako sorazmerno podjetnikom razdeliti ali nekaj takega, ne pa to, da pa še v Evropi morajo na tem delati, pa še denar morajo dati, tako da bi rekel, čisto preveč zakomplicirano. Lej, kaj so v bistvu subvencije, ali pa če greva do konca davki. V bistvu to kraja denarja tistim, ki so ga zaslužili. Ali pa rečeš, se pravi, nekdo vzame podjetnikom, podjetjem in se sam odloči, kako bo ta denar prerazporedil. Zgodovinsko se je pa pokazalo, da državni birokrati slabše upravljajo in delajo z denarjem, kot pa zasebniki. In recimo pred kratkim sem videl na Facebooku sicer, ampak ena zgodovinska fotka je bila, mislim, da je bil, New York leto 1903. To je bilo New York pred uvedbo federal tax v Ameriki, davkov. In naš verjel, veš, da so bile in ceste in pločniki in stavbe. Brez davkov. Ko govorijo, če ne bi bilo davkov, ne bi imeli cest, železnic, vse bi imeli. Samo to bi se drugače financirali in bolj racionalno bi bilo.
mogoče so neka vrsta davkov potrebna, ampak zdaj je situacija takšna, ne, tudi v Ameriki praznujejo, ne vem, junija datum, ko si nehal delati za državo. Se pravi, pol denarja, ki ga zaslužiš, gre že itak za državo, še več v Sloveniji, verjetno 70%. Ne. Manj bi ga morali državni uradniki prerasporejati in subvencija je za neke potuha, je denar, ki smo ga vzeli nekaterim uspešnim, zato da ga dobijo nekdo drug. Sem pa tja je fajn, ne, ker s tem nekaj spodbujaš, ampak na koncu, kot si sam pravilno gotovo, gre več denarja za ta mehanizem pa aparat, kot pa za sam. Je za subvencije vidim, da je pošteno neka invalidska podjetja, da dobivajo, pa kakšne kmetije v gorske, ki bi drugače res nima smisla, da to. Ampak takole pa ne vem, če je to glih čisto najbolj pametno, ker smo že glih pri davkih, ne pa da te pa glih še tole vprašam. Rečemo, ne vem, pa se pravim, nočem, da je politično, pa nima veze, kjera vlada, kako, pa kaj, ampak se veš, ta prejšnja vlada je znižala najemnine na 15% iz 27,5%. Ta zdaj pravi, da bo to nazaj dala, ne? Ampak hkrati pa ta vlada govori, da želi dati ljudem, mladem možnost, da bojo imeli kje živeti in tako naprej. Ampak ravno ta vlada bo zdaj ljudem povečala najemnino, tisti, ki so najemniki, zato ker davek dvignejo. Ljudje tu ne zastopijo, da če vlada davek dvigne, da ga pol na koncu potrošnik plača. Če bi bila davek na kavo ne 22%, ampak 5%, bi za 10 centov midva kavo cenejško pila, je tako, ne. Isto je pa pri najemninah in če bo najemnina dali na 100% davka, na koncu bo plačal najemnik. Ja, ne morem komentirati, ker ukrepi v politiko so zelo pogosto nam tako po kmečki pameti nerazumljivi. Ne? Ja. Ampak oni imajo zmeri od zadaj nek interes, nek razlog, zakaj se naredi to tako, kot se ne. Mogoče včasih iz čiste žlehtnobe ukinejo kakšen predpis, ki so ga njihovi predhodniki sprejeli. Ne? Drugič, se pravim, težko komentiram, zakaj neki... Pa veliko naredijo, kaj ljudem všečno, da jih bojo volili. Ja, v bistvu je to pa njihov glavni biznis. Ne? Se pravi, kaj je naloga politika, tako kot je naloga prodajalca, da proda izdelek ali pa storitev, je naloga politika, da deluje na takšen način, da ga bodo ponovno izvolili. To. In se pravi, to pa narediš na ta način, da si všečen ljudem. V politiki je očitno dovoljena tudi laž, ne? Lahko danes trdiš nekaj, čez 6 mesecev nekaj drugega, pa se to pozabi. Tako da to je tako eno področje, ki ni čisto za nas podjetnike. Se sam veš, mislim, statistika slovenska je, da imamo okoli 22,000 predpisov, ki jih mora poznati direktor. Se pravi, na vsako podjetje vpliva tako ali drugače 22,000 podpisov. Seveda jih nihče ne pozna in tako naprej, ampak preterali smo. No? In vsaka nova vlada, ki pride, sprejema še nove zakone in nove predpise. To, mogoče bo tukaj treba enkrat narediti reset, pa to malo zmanjšati, ne? Da imamo eno ustavo, pa 15 predpisov. Ne? In to je to. Ne? Ker v prodaji vemo, če je enostavno kupiti, bo več ljudi kupilo. Če zakompliciraš, sploh na spletni strani, ne? Vsak dodatni klik zmanjšuje naročilo. No, isto, če je poslovanje, če bi bilo res enostavno biti podjetnik, da te ne zamorijo s predpisi pa z birokracijo, bi se več ljudi spustilo v te vode in bi bilo več v bistvu samostojnih ljudi, ki produktivno prispevajo, ne, v gospodarstvo in niso samo paraziti, kot da dobijo neke subvencije, dodatke ali pa so na sociali. No, ampak čisto za konc, misliš, da nas čaka kakšna kriza, taka kot 2008, ali nas ne čaka? Mislim, da ja. Mislim, da bodo spremembe tako boleče kot leta 2008, s tem, da se bo malo po panogah pa premešalo. Ne? Če so bili takrat recimo gradbinci prvi na udaru, ne? Mogoče zdaj ne bodo prvi, ampak zadnji. Tako da bo neke vrste draginja, inflacija. In vem, da se sliši zelo obrabljeno, kakor med korono, ne? Korona je proizvedla v svetu milijarderje, milijonarje. Ne? Tudi pri nas so mnogi zelo veliko zaslužili s korono, tako bo tudi ta kriza spet povzročila, da bodo nekateri veliko zaslužili. Tisti, ki bodo pa malo zaspali ali pa bili nespretni, bodo pa kaznovani. Žal tako je. Ne? Žal. V redu, hvala ti, Aleš, za tole. Ni za kaj.
Tako da bova pa čez kakšen let pogledala video, pa bova videla, kaj so imela prav. Odlično, deal. Dobro, najlepša ti hvala. Hvala tebi, Tomaž.